Ja, Janša je glede sestavljanja svoje ministrske ekipe dejal, da se želi vlade, ki bo dolgočasna in kjer se bo veliko delalo, ne da bi to dvigovalo veliko prahu. To je sicer ravno obratno, kar se je zgodilo v praksi po vložitvi prvih zakonov nove desne parlamentarne večine, začenši z interventnim zakonom in zakonom o parlamentarni preiskavi, ki mu sindikati in politični nasprotniki z leve grozijo z referendumom oziroma ustavno presojo. Razočaranje SLS oziroma njegove predsednice Tine Bregant, da je ostala brez ministrskega stolčka, pa je prvak SDS komentiral z besedami, da je jokanje, češ mi pa nismo zraven, preuranjeno in da kadrovski ključ, en poslanec koalicijske stranke, en ministrski stolček preprosto ni politično realen. Čeprav po drugi strani velja za stranko Fokus, ki je z Moniko Kirbiš Rojs dobil sedež za vladno mizo. No, dotaknil pa se je tudi nominacije svojega odvetnika, Francija Matosa, za bodočega notranjega ministra. Matos je odvetnik mnogih, pa tudi ni edini odvetnik, ki sem ga imel jaz, je dejal Janša in tako odgovoril na očitke o konfliktu interesov. Matosa pa da je imenoval zato, ker je sposoben in ker pozna resor.